Dober dan in dobrodošli. Pred vami je 7. sezona podcastov Obračunamo se za vseeno všečnost. To pot malo bolj resna. Teme so resne, izumrtje je pred vrati. Svet je resen. A to zdaj govorimo mi v knjigi ali... Čak Vse v splošnem, veš, ne, kaj pa veš, ne? Kakva bo? Če še. Če mogoče to ne, nekom letu 3205 najdejo pelje v računalnik, Ja. na katerem bojo te... in ta vic, ki ni bil vic. Ne smeš ga omenjati, zdaj to je Saj zato, vem, da saj. podpodnike Saj stali, vem, pa saj še vem, za njih ne. Ja, tam smo vam fuknali. Ja. To Razen tisti, ki če pa se 3205, pa se pravi čujem, ni bilo tako mišljen. Ponostavitev je bila nekega pointa, pustimo primer. Ja, ne, sej pač... Ja, sej pustimo. Je že vem. Ja, je že vem. sej. V glavnem hotel se reči, da Ja. smo v 7. sezoni. Nova sezona. Nova sezona, stari avtor. S pomočjo. S pomočjo, ja. S pomočjo. Še enega zoologa si je nanudil s potoma. Sam tele sezone pa nimamo tako, pač sezona, letna sezona, imamo kar tako pač nek nasred. Ja, ker se ta stara neha. Ja, sej ne. Ja, si Nismo predstavlj- dobro pretrpeli, to tempirali. To Kako bomo pa pol, ko bomo staro zavezo, tista sezona bo trajala dolgo 10 let. Mislim. A to smo še zmeraj prepričani, da to bi se šli. Do penzije. Do penzije. Dokler ne padamo Ne, dol, a veš, kaj pol se nam je treba, skozi smo po prvih 5 knjigah smo bili Ja. v precepu, kva zdaj. Ne? Kva pol. A veš, in pol smo, jaz vem, da sem imel malo travme, sicer ni bilo to na level kakšnih drugih travm, ko sem si jih v življenju predelil. Ampak hočeš reči, da je bila travma. Malo pa je bilo. Aha. Skrb, ne travma, to ni travma. Skrb, ok, skrb. Skrb si imel, ker travma ni. Rečemo Bobu Jože, Ja, skrb. skrb. Ja. Ja. Ampak skrb, no. Vseeno, a veš, če imaš Ni ti bilo vse. sej to. Zakaj rečeš Bobu Jože? Ja. Mislim, zakaj rečeš Bobu Jože? Zakaj ne rečeš Bobu enostavno Fižol? Če to je. Čeprav Bob je Zavres, večji, kot fižel. Ne, Bob je stari- nekaj drugega, kot Ne, ne, fižel. ne, Več. Ja, ogromen je, Bob je kar ogromen. Pa Bob ampak saj- ni pri nas, mislim, ful ga Saj mari. bližji sta si z... Definitivno, kot z kot Jožetom. Jožetom. Razen če je Jože tudi vrsta fižola. To ne vem. Saj jaz tudi ne Vem, da je Igor vrsta krompirja. Ja, Ni ga več. Je izumrl. Ja. Ja, To moram pa kot sodelavki Ja. povedati. Ja, vse te stare, Zadnja priložnost je šla. vse te stare sorte so propadle že. Igor je Ne, bil ker je back in the day. Zanč je... Razen če prav. spet. Zanc A je veš, Zihar je še. Brende, mogoče, ne vem, ampak te stare, ki je bil čas Igor, pa tega ni več. Zanč je... Pa je. ne vem. Sem kar malo frapiran. A te je? Ja, mislim, kaj če bi šli mi za to zgodbo. Ja, Ja. Da bi sledili tej Ja, zgodbi. ne, Ker tukaj pa to je ta lobby, mislim, Monsanto pa to, Ja, ko je včasih- društvo. A se spomniš, kako včasih se je krompir? Si unga skopal, pa ki ga nismo pojedli, Ja, se pol pa če rato s tem je začel malo klit, nekje v kleti tako odspod, ja. pa se je tam pa se malo prebral, Ja. ki je bil gnil je šel, drugega se je pa narezal, pa se je pol spet ne obračal. Tako. No ja, zdaj pa točno te, Monsanto pa te. En let se Banda. izrodi, ne bo tega zrastel, naslednji leti ga lahko daš noter pa na noč. Ja, ne, pa še Sam ena stvar je. klije pa. Klije pa, nič ne pa Še ena zrastel. stvar, računovodski oddelek ne bo zadovoljen, ne, ker bo je treba nove Ja, ja. sadnike. Ja, je se tako, ne moreš, mislim, mogoče še, ampak strmo pade ta prirast. Aha, Zelo, zelo ki je bil včasih čisto neki normalni. Včasih je bilo CD, je pa spet nov zrasel, pač koliko se semena grejo. Ne? Niso, zdaj pa tako narejen, da moraš kupiti vsako leto novega. Vsakega kmetovalca poprašta in to je seveda denar. Ja, Pa še dobiti ga ni, baje težko, baje. Da ga zelo moraš loviti, takrat, ko ga imajo, ga zelo hitro razgrabijo. Aha, To je pa Še sem tako. slišal, ja, z druge roke. Ampak tam, ko moraš ja, lej, mislim, a veš, če je, ne. še posebej, če si seveda majhen tale. Ne vem, Vrtička. kaj, vse to sedi pri nas doma, pa je dejansko. Čeprav v tistem mi una etiketa mi ni všeč, ker najbrž je pol obdelan z vsem živim sranjem, ker ti pač piše, da nikukar unga ne smeš tega semenskega pojesti. Ker verjetno do unga si lahko prej pojedel. Ja, pa ti si bil navaden krompir, razen star je bil. Ne? Star je bil pa Star je dober. bil. Ja, ne.
Star je bil, in to je bil poslušen. Za pirega tudi skuhati ni bilo treba. Sam sprištal. Ti si bilo zaradi tega, ja, ga ni bilo fajn, da ga ješ, ne, ker je pač šel v maloro. Ja. Mislim, je tisti, ker je začel kaliti, je pač... Tako da, drage poslušalke ali poslušalci, če imate doma kmetijo, ki še prideluje Igorja, povejte. Ti si je pa neka bolezen napadla in so propadli, vse te stare, liz za tega je pol. Pa naš star fotor, ki je še imel 40 let nazaj. Ja, 40 let nazaj, ampak zdaj pol... Vmes je pa šlo. Vmes so bile neke bolezni, te real, ne vem kva. To je tam Monsanto. Tele je možno. Je zrihtal tudi Arjo. To je zrihtal Arjo. Ne vem, se vem, če ima Arja, neki pač, neki ga je napadli. Neki, da se pa še vem. Ja. Neki, da ga je. A misliš, da so te avioni zastonj v luft? Ne, ni to, da nas šprice s kisem, te je pizda. Ne. Veš, koliko je več denarja v agroživilstvu, ali kako se ne može reči, mislim, kar sem včasih študiral. Če bi že bila teorija zarote, bi bila precej bolj smiselna. Ja, ta zihrbolj, da kis rabiš, ker tam je ful malo denarja. Kažem kis? Ja, kis pomaga, če si poškrupiš, a veš. Ja, pač te chemtraili si, ne? Ja? Sicer ne vem, čisto chemtraili si razen tega, da dež preganja, kva dela chemtraili si? Ful enih stvari. De facto. Ljudi se koga vprašaš. No, glavno, da to neutraliziraš, moraš malo s kisom pošpricati. Ja. Presep. Ja. A doma? Ja, okrog sebe. Okol bajte je najbolj, tam je zelena, veš, da ti je avslezal, pa da tam sti, zato da so ta pravi te... Mislim, se jaz to špricam s tem kisom, sam zaradi plevela. Nisem vedel, da tudi proti chemtrail sem pomagal. Pa pomaš ti tudi, pa si safe proti chemtrail sem stari. Dobar je pa. To je dobro, to je dobro. Da pridite čuk. Sam ne vem, čakaj, orgonski topovi so pa tudi za chemtrail se? Ja, tudi. Ja, da jih pa rasturaš, ne? Sama niti za oblake. Sej, da ne pride dol hudič, ne? Aha. To, karkoli že more priti. Mislim, samo moraš res enega hudega kupiti. Ja, valjda. In če pokličite sedaj, ga lahko naročite, imamo. Ne, se bomo ga v podpori že dot. Sam pač ne pride. Pride pol, kasneje. Pride več kasno. Ja. Sam ne vem, to v vatih merijo moč, ali kako, a veš, kvaj te hud, pa kvaj je manj hud. A hočeš poceni. Zdaj me začne zanimati. Kdo ve? Vredi isto, te velik, kot ta mal sam pač. Ja, ne, verjetno ima range, a veš. Pa 200, ne. Ja, in koliko daleč nese, ne? Kukar sfugijem, da stari. Nese. Sam do lastnikovih možgalov mora nesti. En ali pa drug. Peli, tvoja neumnost se mer s tem. Ja. Nekaj pa imaš? Velikost. Ja. To. Pa so znanstveniki mislili, da neumnosti ne moreš izmeriti. Brate. V parama jo merimo. In to ne samo pri orgonskih topovih, tudi pri navadnih. V bistvu res. Ker tam so pa številke nesramno večje. In ti se pa res... Mislim, škoda zgubljati besed. Tudi to, kar pripravlja neki zaprav za te stvari. Ja. Grozen. No, pa veš, ko se pogovarjaš o topovih, pa o orgonskih topovih, so orgonski topovi ful lepša tema v resnici. Ja. Mislim, pa tudi uporabo bolj spodbujamo, kot za navadne. Absolutno. Res, orgonski topovi.si, pejte, kupte. Če še ni bom naredil. Dobra domena. Lihoda sem reči orgonski topovi. Gremo kar. Čak, zdaj smo te orgonski topovi, se mi zdi res usedeli noter. Ne bi dal pa naslova epizode orgonski topovi. Mogoče pa. Kljub. Mislim, a veš, Douglas je z nami spet. Mislim, bo zdaj le pride. Pa še Mark. Ja. Kvajže, v bistvu grem zdaj pa mečkam bolj na, moramo jeti bolj Golfer. Na znanost. To snega mislim. A ti se Marka, si ovno golfer. Ja, ok. Marke. Dajmo se zmeniti ene stvari. Dajmo šesto knjigo omeniti zdajle, pa nikoli več. Ja, ok. Ne, to ti ne moramo obljubiti. Ker to se je dotaknila, mene tudi mal. Mislim. Mene se je mal dotaknila. Sem študiral, koliko bi dal na Goodreads ceno, pa še nisem. Čeprav meni se zdi, da sem študiral, da 3 si zaslužil. Ker za 2 ni bilo, ker je imel dobre šale. Ja, ne. Ker več kot to, pa ne. 2,75 bi dal, če bi se dal. Sam ne gre. No, v glavnem, zadnja priložnost. Slavko, ura je
10 minut. Ja, To Slavko ni bilo tebi namenjeno, ampak Ja, meni. Tako. Sorry. Peli je gumb narobe pritisnil, nekaj se je zataknilo v produkciji. Ne vem, koliko cajt. A ne, se ti pa še narobe na vizi. Med, pizda, jaz vam res tremo, stari, pizda, fuck. Ok, Kaj se ti režiš, nama da bi ga spomnila, da je naroben? Mi dva mirno poslušala. Je v redu. Ko me je po šolo. Je v redu, je. Se bomo v postprodukciji zrihtali. jaz se tam zrihtam tudi, kadar pozabim snemati. Ker meni se tudi danes pozabim snemati. Nekaj ni v redu. No, pusti. Nekaj ni v redu, a snemal, ne snemal? Ne, audio track, če snema ali ne snema. A veš, pripravil sem namreč, ne, da za začetek sem pripravil zvok aviona, ki gre, a veš, Douglas prihaja iz New Yorka. Čakaj, dej počak. Pa kje si že, no? Dej, kam ti benzniš, viza? Dej počak. Se sam povem, da kaj sem pripravil. Ja, lepo boš pol povedal. Počak mal. Boš pol lepo, ampak puzga. Lepo, ampak brez veze. Ja, ne, kul, sam. Dajmo, gremo po regalci. A ja, seveda, regalci. Shit, sorry. Ja, zdravo, štoparke in štopari. Zdaj ne vem, če vam še lahko tako rečemo, ali vas moramo zdaj nazivati za okoljevarstvenice in okoljevarstveniki. Raziskovalci in raziskovalke. Ja, to se sliši dobro. Ja, tako da, malo taki Indiana Jones, mood zraven, veš. Ja, a bomo zdaj raziskovalke in raziskovalci? Ja, se moramo biti inkluzivni, tudi za oni, ki bi radi bili še zmeraj štopari, kaj bi bil tudi štopar še zmeraj. Pa se, če si štopar, si tudi malo raziskovalcev. Ja, mislim, da smo tu sam, da je ta izraz asimilira tudi štoparja noter. Tako. To je res. Nadpomenka. Ja, ok, pa dajmo tako. Ne? Bomo spremenili, ne vem, če se už naslednji teden spomnil. Bomo. Dobar je, dajmo. Bomo se skupaj naučili. Dajmo videti. Ja, tako da stopamo po poteh velikih raziskovalcev. Velikih raziskovalcev in ljudi, ki nimajo, veš, da ne bomo pol. Všeč mi je, ker je avtor svojo neko potenco tako dobro pač ne upelu v zgodbo in se mi zdi, da nam je dal kredo že za vseh 6 sezon nazaj. Ne. Ampak bomo pol o tem. Tako da zi. Ja, kljub vsemu temu ne smo mi še vedno. Aljo? Peli. In zi. Tako da zdaj sledi rubrika v prejšnji epizodi. Kjer bomo menili nekoga, ki smo rekli, da ga ne bomo več menili. Ampak mislim, moramo pa pač... Mislim, jaz sem sam predlagal, se ni bilo še več glasvan. Sam predlog je bil, lahko se še malo pogovarjamo o tem, če kakšno sezono. Smo demokratični, se je svoboda. A veš, unga, ki ga ne omenimo. Ti si koga vpraša. Unga, ki ga ne, ni pa tak še... Ja, mislim, veš, je pa... Eni šteje od 91. Eni pa pravijo, da smo zdaj že leta spet nismo na svobodi. Sam spet odvisen, a veš, kje ne? Ja, pa se svoboda zdaj le še le par let. Je pa se, to ti pravi, da eni pravijo, da glih to ni svoboda. Ja, veš. Ja. Aha. Ja. Chemtrail si pa to, ne? Ja, ne, hotel sem reči, da ovnu ne smemo iste kazni zadati, unmu, ki ga res ne omenjamo. Tako, to pa ne. On si zasluži. On si definitivno, on pa ne, ker bo ga ko prišla priložnost, ga lahko omeni. Lahko povemo, da vodnikove bombe so bile pa res. To pa je bila trava, stari. Ja, to pa lahko reči, to pa lahko napišeš. To pa je bila trava. Res mini. Ja. Če še kdaj 7. knjigo pisal, ne si vzame to na znanje. To našo opasko. Tako je. Pust opombe. Našo opombo. Našo opombo, pust opombe primer. Ja. Ni treba. No, to je bilo v prejšnji epizodi. Kaj si povedal, koliko epizod je bilo? Kaj si ti nam, si nam pol v scenariju, si nam še zaračunal, da je bilo to 72 epizod 6. sezone. Ja, točno, ja. In da je to nam in vam vzelo 1,38 leta. Za kar se upravičujemo. Ja, vse rešitev. Upajmo, da ste vsaj malo uživali. Mislim, če ne v knjigi, pa v našem podcastu. Sigurno, mislim,
so bili odzivi, da so nam hvaležni poslušalke in poslušalci, ker smo brali na mestni. No. A vidiš. Tako da, narejen. Hvala lepa. Tako. Z veseljem se bomo žrtvovali še naprej za vas. Ja, sam zidi zihar za staro Za zavezo. staro zavezo še zmer nisem dobro je. čist. Pa da, vse imamo zadnjo priložnost. Ja, se to zdaj jaz še Ja, zmer, ja. zdaj imam pa jaz travmo za naprej. veš. Ja, Če to pa govoriš tudi, o to travmah. pa tudi ni v redu. Ja. No, če zdaj da pa jaz kar kvarnik. Dej. Ja. Zdaj, a bomo kar s knjigo štartali, bi najprej malo tako. Mečkin moramo. Malo tako Ne, razložiti. zato sem jaz imel ta zvočni dodatek, ki bo No, zdaj pa razložil v svojih Ne, dodatkih. Predstavljaj si, ne. Tip je bil na knjižni turneji, glihkar v Ameriki, z 747, ki je bil takrat, a je imel Boeing, ne? 747 je bil takrat klasa, tudi te klase, in zdaj ga slišimo, kako pristaja na letališču recimo, v Parizu, ja. Kaj pol je še z drugim avionom naprej. Ne? Ja, seveda, mislim, da imaš povezavo samo s Pariza, ali imaš še s kje. Ja, on je rekel, da je napisal, da je iz Pariza vletel. Ja. Res ga dobro tem. Ja, to je še za vse, še zraven smo še. No, tako da, Podke za aviona. Štebe bo z veseljem poslušal, kako je tale vuška. To on zihar ve, kje mašina ima pa to. Valda. Tako da, v bistvu avtorja so poklicali na misijo v Madagaskar in je mogel čez 16 avionov, fulejnih stvari obrniti in se prepeljati na razne načine potovanja. Mater sem tale. Dolga vleče. Dolga vleče, Boeing. Ker je šel pisati en članek za eno revijo. Yep. Kaj je bila ta revija? Observer je bil. Ja. Za Observer je šel o enem izumirajočem živem bitju pisati zgodbo s zoologom Markom Carwardinom. Ali Carward, no, to se bomo že naučili, kaj se treba. Ali nas bo pa kakšen pošolal? Ali nas bo pa kakšen pošolal. Ste tudi že zgodila, ne? Živijo zaphod. In v bistvu napisal je članek v reviji, pol sta pa ugotovila, ali so že sproti ugotovili, najbrž je Douglas prinesel full gadgetov s sabo, pa da so še malo posneli to, in je bila še radijska oddaja za BBC, in pol je bila še knjiga. Je tukaj nekaj precej podoben. Ima nek vzorc. Nek vzorc ima, ne? Petran je kar... In pol je Bogi Revež vmes zapustil našo plenjavelj, kako se reče, ne tako simpatičen prevodu iz angleščine. In je šel na oni svet in Mark in Stephen Fry sta naredila pa še TV serijo, ki je bila tudi odlična. Ja, pa v bistvu sta šla, po iste sta šla si ogledati, kad so bile v knjigi pač obdelane. Isto, kar se z Markom pa zdaj sem obdelala v prvi rundi, sta šla 20 let kasneje pogledati, kaj se dogaja. Tako da, mogoče lahko to za konc naredimo, pa bo Biblija še malo kasneje. A gremo zdaj še mi pogledati? Hvala za vse ribe, pika si. Tako, iz srca. To bi bilo kar v redu. Po moje lepo. Ker na unotok ta, ki sta šla Mark pa Douglas, ne vem, če bomo prišli, ker moraš dovolilnico dobiti. Bomo slišali pol. Tistega smo še dotaknili. Mogoče zdaj kje ampak drug teden, tisti drug teden. Ne gre to vse čez. Ne moramo vse zdaj. Ja. Tako da pač ta knjiga je bila zamišljena kot takrat še v bistvu v tistem času, ki v bistvu nas je verjetno še vse skupaj malo brigali za ta planet, oziroma še ne toliko, kakor je to danes nekako postala, se večina ljudi se s tem ni ukvarjala še. No? Mislim, da je bilo 42 znanstvenikov, ki so bili zaskrbljeni na celem svetu. Mogoče celo malo manj. Sam znanstveniki, navaden folk je bilo pa baš vseeno. Ja, ne pa oni od ExxonMobil pa teh naftnih velikanov so vedeli, ki so naročili raziskave. Ja, to ja. Oni so vedeli že konec 70-ih baje. Mislim, ja, so podatki. Mislim, se itak, ja. Te podatki so javni ratali pod toliko letih. Podoben kaščiki. Ja, tako. Tako da, takrat se stari, takrat noben ni govoril o tem. To je bil kar
Danes je tudi rekel, da se je izkazalo, da je to njegova najljubša knjiga. Da mu je najbolj prsec. Ja, to je. Ugotovili smo, da je imel en predavanje na YouTubu, bomo dali zapiske, ko v bistvu celo knjigo pove v uri pa pol, tako, s šalami, ki jih ni v knjigi, ki so v knjigi. Zelo lepo v bistvu. Predavanje je bilo v Kaliforniji nekje in se je zgodil dober mesec preden je zapustil to našo pledjavo, tako da je v bistvu zadnjič, ko ste ga videli, ne. Če ste bili tam, ne, predavati ali pa zdaj na YouTube, ne, tako da. Fajn, ja, da take stvari zdaj ustanajo. Ja. Jaz sem pa poleg slovenske verzije preposlušal tudi angleško verzijo, kjer je pa Stephen Fry zelo lep predgovor napisal oziroma povedal. Tako en tak kratek, kako bi rekel, eno kratko retrospektivo prijateljstva z Douglasom, da sta bila ona res frenda, pač ne, da je upravičil tudi malo, zakaj je šel v serijo delati, pa blablabla. Ker sta bila res prva dva človeka v Evropi, ki sta imela Macintosha leta 1984. S tem, da je Douglas skozi trdo, da je moj on prvi, ne Steven. To je ta prijateljsko. Ampak mislim, da je bilo obratno glih isto. Jaz sem bil prvega. No, in potem je imel eno dobro šalo, Stephen Fry, na to, da v bistvu da je bil Douglas takrat že za razmere poprečnih za mano kar nesramno bogat in se je odločil, tega ni sicer rekel kot mnogi rokerji, ki so v 80-ih pa v 70-ih zapuščali Anglijo zaradi davčne optimizacije, ne? Jaz sem razumel šalo večplastno, zato ker Stonesi so isto delali, full bandov je pač malo šlo za kakšen let, ko je bilo snejno v glavnem. Pa najbrž tudi kakšni so ti dejansko oprostili davke ali kaj za... Ne vem, če je Richard kdaj nazaj prišel, finančno gledano, ali pa Jagger. Ja, verjetno so večji davki, to je tako kot te, ne, pač greš v Monako, ne, verjetno rezidenco zamenjaš. Po moje sam zamenil rezidenco, veš, ne. Edin to, ja. Moramo vedeti, da je bil Richard na ekonomskem faksu preden je šel v rock'n'roll. Ne Richard, Jagger. Tako da, in pove pač, da je šel pač knjigo pisati malo zato, ker je bil zastonj potvajne, pa malo zato tega, ker je bilo lušen, malo zato tega, pa da je malo davke prišparil. Sam hudič, ki je to gadgetov v sabo vzel, da je najbrž tisto razliko v davkih pokuril. Douglas je bil take sorte tipi in je to imel rad. Tako. In pol še pove, da knjiga ne rešuje sveta, ampak razsvetljuje in malo pozove k ukrepanju. Se mi je zdelo lepo, da pač, ne, je to dodal. Da ni sam šala na Douglasa, pa tako, da se ga spomnimo, ne. Ampak da še malo pove. Pač, ker Douglas se mi zdi, da v knjigi sej pove stvari, kakor so, ampak da je pa veliko je pa tudi, ne, kot bi Ford rekel, zabavi divjih štosov. Ja, mislim, ne pametuje, kar je vse prav. Mislim, da pove, kako je on se tega lotil, mislim, kako so se. Ja, ampak tudi se ti divji štosi zraven. Fajn. Pač se nič narobe, če malo s humorjem to vse. Mislim, verjetno je lažje tudi bralcu približati, ne? Sploh takrat, če si ti, ne vem, se pravi, to smo rekli leta 85, ne? Ja, 89, 90 je bila knjiga. Recimo, da si ti leta 89 izdal knjigo, ki je bil pač en suhoparen špeh o izumiranju vrst, ne, si jo bi, recimo, če bi to preskeljali na Slovenijo, bi jo glih sam za vnuka lahko naredil, ki bi jo kaj noter pospravili, pa prebral je, pa ne bi nobeden več. Mislim, razen nekdo, ki bi pol to študiral, ne vem, neko zoologijo, pa bi naletel tudi na to knjigo. 16 ljudi na let. In da je v bistvu, to je že tako prej, mislim, dost takih stvari se sprav lahko, ne vem, prek umetnosti, ne, take bolj popularne umetnosti, da spravaš recimo do poslušalk, gledalcev, in bravk in vsega skupaj, ne? Ja, in mu je v bistvu to zelo dobro ratalo, ne? Ker pol, ko sta ona članek naredila, pa pol radijsko igro najprej, ne?
In pol še knjigo, ne, in je bil baj, da je bil kar hype, kar se tega tiče. No. Kar premaknili neke valove, da so se ljudje začeli malo bolj zavedati. Ne moramo reči, da je bil prvi. Ne. Tega ne moramo reči, ampak med začetniki tega pač opozarjanja pa vsekakor. Ne. Mislim, zoologi so to govorili že leta in leta, ampak a veš, ne. Ja, to so pa nišna. Ja, nišna zadeva, mislim, nišna, pač njihov. Oni so vedeli, ostali pa ne. Mislim, vedeli, se sam ne slišiš. Ne, to je pač prebral tudi nekdo, ki ga ni zoologija zanimala, ne? Tako, ja. Ampak je pač, ne vem, prve par strani prebereš in je zaznaš noter Douglasov značilen slog, ne? In rečeš, to je zna biti pa zabaven, bom pa prebral, ne? In potem se vmes, poleg te zabave, se še nekaj naučiš, ne? In če majčkeno premakne tvoje razmišljanje, je kar v redu, ne? Sigurno. Ja, mislim, dejstvo. To knjigo, za razliko od prejšnje, vsekakor priporočamo, pejtejo, kupiti, če lahko, križanco, kukorkoli, se jo splača prebrati. Res knjiga. Pa res, mogoče bomo bolj drug teden dejansko v prvem poglavju. Ampak štarta s polnimi kanoni, akcija je že takoj, tako da res je dobro gre. Pa tudi se mi zdi, da sta se kar poštekala Mark pa Douglas, ne tako. Mislim, a veš, z nekom potvati ne vem koliko kontinentov, z ne vem koliko cajta, pa neki skup delati. Ja, mora biti neka kemija med njima. Mora biti kar hupi fluda. Ja, dejstvo. Čeprav Karvardin je bolj tehnično, bolj povedal stvari iz njegovega zornega kota, da so strokovno pravilne, pa to pa tret, pa vmes tudi kaj izrihtano, ampak to ima drugič. Ja. Kaj ćemo pa mi narediti zdaj? Ja, nič. Sej poletje, ne? Poletje. Sej smo rekli, pač tok, da veste, kva bo. Tako, kaj se pripravlja. Mi smo že prebrali, jaz sem že, ne vem, ali ti smo enkrat rekel, ko smo štopar se brali, takrat sem je pol en poletje in res the best. Res je fina. Takoj sem je pregriznil, tako da zdaj mi kar malo gre na živce, ko bom mogel vsak teden pomal, veš, ampak dobro, se bomo. Ja, bomo zrihtali. Tako da ostanite še naprej z nami, ali kako bi rekel, ne. Zdaj sploh damo pečino obešalnik ali ne? Ja, pa damo nekaj spač, da smo tukaj. Format oddaje je tako. Ja, se to je pa res. Naj bo pečina in obešalnik. Zapomniti moramo za drug teden raziskovalke in raziskovalci. No, se pol bom že poslušal enkrat. Čeprav ne, hvala, da ne, pa pol za naprej. Ja, veš, kako pa še zmeri bo kaj, Če 14 dni bo pa spet živaš, štopar je dobrodošli v avgustu. Kaš probal neki na pamet. Ja, bomo iskali stvari. Ja, sej. Se še iščemo. Ja, ne sam na tem področju. To ni bilo človeštva. Tudi vi, drage poslušalci, če se kdo že najdu, ne piše, prosim. Povejte, kva ste naredili. Lahko pridete tudi za gosta takoj. Zablokiramo. Z veseljem. Če so se najdli. Ja, tisti, ki se je najdu, ne pride ali pa najdla. Ja, nič. Najlepša hvala, ker ste ostali z nami čisto do konca. Zdaj kaj, zopet nič te epizode ali kaj? Ja, 7 ničta. 7 ničta. 7 skozi nič. To na fasciklu bi zdaj pisala. Ja, epizode, ki bo fajn bo, no? Kako je rekel? Lušen. Ja. Sigurno bo lušen. Če ste še zmerno na morju, kam mi nismo, nam še zmerno lahko pošljete kartice na naš dobro znani zastav Lice Strojsko 52A, druga klet že dela. Čeprav mi nismo nujno noter, ampak o tem daj drugič. Mogoče nikoli ne bomo. To je debata za kaj tretjič. Tako da, hvala lepa. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, če ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe. Pikasi. Ampak resno klikant. Ja. Ne. Baje dela. Če ne, pa orgonske topove dobiti. Ja,
To največji, pa granato, gratis. Ne. Ne, imaš tudi granate lahko. Kaj je orgonsko? Ja, orgonska granata, pa je. Ja, orgonsko pa ja. Ne, ja. Mislim, da bi še orgonske topoje pa navadne granate. Ne, orgonsko granato. Jaz si to predstavljam ročno granato, nisem še to raziskal. Sam orgonska granata je pa kar dober naslov za epizodo. Mogoče bomo dobili kakšne klike take. Ja, v glavnem lepo se mejte, ne? Ja, pa rad se mejte. Ja, tako, pa hvala za poslušanje. Pa. Če se bomo imeli radi, bo še kakšna stvar več preživela. Ja. Bitje, rastlina, ne vem, karkoli. Ja. Ja, nič, ajde. Pa tudi ljubezen bo del cajta držala. Oh.